Glavni pokrovitelj oddaje je Lumar. Dober dan in lepo pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Za zdravje. Za dober začetek nam bo danes Tanja Lončar pripravila odlično kavo. Sem prepričana, da bo zadišala tudi vam. No, a ste že spili svojo današnjo kavico? A se sprašujete, a je kava zdrava, a je škodljiva? Odgovor na to vprašanje je odvisen od tega, kakšno kavo pijete, koliko jo spijete in kako ste jo pripravili. In na vsakem od teh področjih je možno narediti nekaj, da ohranimo res tistega, kar je v kavi dobrega in zdravega, da nam pa ne škoduje. Prva zadeva se začne že z izbiro kave, ker če posežemo po ekoloških kavah, ki ne vsebujejo težkih kovin, ostankov pesticidov, bojo nas zakisale 10-krat manj kot standardne konvencionalne kave, da v okusu sploh ne razpravljamo. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je, kako ta efekt kave, da draži živčevje, ki ga včasih čutimo tudi kot nervozo v želodcu ali pekoči okus v želodcu, lahko reguliramo na način, kot ga poznajo v 2/3 sveta. Se oglaša naš lonček. Kot ste verjetno lahko brali v ščepcu ustvarjanja, ker govorimo tudi o vseh mešanicah, 2/3 sveta kavo vedno uporablja skupaj z začimbami. In ne le zaradi lepšega. Začimbe opravijo veliko funkcionalne vloge v telesu in pri tem je kardamom najpomembnejša začimba. Kardamom je sposoben preprečiti, da bi vam kava dražila želodca, istočasno izboljšati presnovo v možganih, kar pomeni, da ko spijete eno, bo ta zadostovala za kar nekaj ur, ne bo treba takoj posegati po naslednji. In ko boste videli, kako se vam lahko zbistri koncentracija, brez da bi v želodcu nekaj peklo, bo kardamom postal stalni spremljevalec vaše kave. Seveda, če hočete, da vas kava pogreje, ker drugače sicer hladi, dodamo še malo klinčkov, če pa hočemo res gurmanske užitke, dodamo še malo vanilije. Če se nam ne da vsega tega mešati, lahko uporabimo tudi začimbne mešanice, ker je vse to noter že zajeto. Tretji del zgodbe, od katerega je odvisno, ali boste dobili kavo, ki je wow, ali kavo, ki je neskončno sanjska, pa je, a znate kavo pripravljati. Mi dejansko v Evropi kave pripravljamo na hitro in tudi ne znamo uživati v njih. Tam, kjer pa gurmani pripravljajo kave, se tega lotijo na naslednji način. Za 2 večji šalci kave uporabimo 2 do 4 strokca kardamoma in treba jih je malo streti, ker tisto, kar najbolj diši, so semenčice, ki so noter. Torej, imamo lupino in imamo seme. Lahko uporabimo seveda tudi kardamom v prahu, ampak zdaj vam razlagam, kako dobite neprimerljivo najboljšo kavo. Kardamom damo v suho posodo. Idealno je, da je emajl, lito železo, nikakor ne inoks, ker bo malo vplivalo na okus. In vse začimbe se aktivirajo s suho toploto. Vsi poznate razliko med kuhano čebulo in ocvrto čebulo, med kuhanim krompirjem, pečenim krompirjem. No, takšna je tudi razlika med tem, ali začimbe kuhate ali jih s toploto aktivirate. Torej, slast, aroma, tisto, kar je res posebnega v kardamomu, pride najbolj do izraza, če smo ga dali na toploto. Takoj zatem dodamo še kavo na suho in počakamo tok, da zadiši. Ne sme se zažgati, tok, da zadiši. To pomeni, da smo v drugi posodi morali že predpripraviti vodo, ki je že zavrela, in potem primešamo. No, vidite, ta zvok pove, da ste naredili prav. Ta š se mora slišati, ker to pomeni, da se je džezvica bila že dovolj segrela. Počakamo, da se dvigne. Torej, vsa modrost je, da smo v predgreto kavo in kardamom prilili že zavreto vodo, pustili, da se to 1 do 2krat dvigne, odstavimo, počakamo, da se lepo umiri in potem prelijemo v šalco, če nas moti kakšna luščinca od kardamoma, če smo uporabljali kardamomo semeno, potem to še precedimo in potem preštejete do 10 in uživate. In želodček ne bo bolel.